Darja Hohnec, 53. Dragica Bračun, stara sem 35 let. Ema, star sem pa 5. Jože Bregar, pa 80 let. Jožica Špoljar, 78 pa pol. Jaz sem Jutra Škamperle Balažic, stara sem pa 35 let. Treča Kunst, 55 let. Ime mi je Vita, stara sem 7 let. Zala Bračun, 5 let. Meni je bila knjižnica vedno taka skrinjica nekih skrivnosti. No. Jaz sem zelo ta von po knjigah, pa to me je skozi očaralo. No. Tako da imam zelo lepe spomine na knjižnico, kadar zelo dolgo nazaj. In to še lestenje listov in take stvari. To recimo so moji prvi spomini. Moj prvi spomin na knjižnico sega, ne moram reči točno leta, ampak mislim, da je bilo okrog 70, ko je bila prva otvoritev, kar se jaz spomnim, knjižnice v Bistrici v Sotli. Bolj intenzivno sem knjižnico začela obiskovati potem, ko so se začele pravljične urice, pa sem že zelo malo hčerko, ta prvo, ko je bila 1 leto stara, smo začele prihajati na pravljične urice, ki so organizirali. Taka res sigurno, ki te potegne, da jo ne moreš nehati brati, da si rečeš, sem še eno stran, sem še tole bom, sem še tole pa res konc, sem še tole pa kar naenkrat 2 zjutraj. O princeskah, o morskih pseh, pa o morskih živalih. Taka, ki me seznani z nečim novim, presenetljivim, skrivnostnim. Dobra knjiga je tista, ki te pritegne, ko čas tako mine, da sploh ne veš, da bereš. Pa za vsakega posameznika mislim, da je dobra knjiga drugačna. Vsak ima to pravico, da si izbere pa pove svoje mnenje, ne? Da si izbiram knjige. Berem doma, zmeraj je kakšna knjiga v branju, včasih 2, včasih 3. In to je treba potem menjati in prihajati sem. Gledam knjigice. Obiskujem jo zato, ker je veliko knjig, ker si lahko različne knjige zbereš, a ne, ker si jih lahko v bistvu posodiš in potem tudi vrneš, nisi nekako obremenjen s tem, če boš pa zdaj nekaj izbral, ko ti ne bo všeč, kaj boš pa s tem, a ne? Rada hodim v knjižnico, zelo vesela sem, ko bere gospa knjižničarka Irena knjige. Ročno delo, pa ta predavanja v okviru šole, mislim Univerze za 3. življenjsko obdobje, to smo se zelo veselili, žal nam je bilo zdaj prekinjeno, pa upamo, da bo potem v jeseni spet. Komunikativna, veliko mora vedeti o delih, ki so v knjižnici, se pravi veliko, skratka, da lahko svetuje, no. Meni je zelo všeč, zgovorna, tako prijetna, domača, tako da se lahko počutiš z njo, da se ji lahko odpreš, ker potem ti verjetno ona tudi lažje svetuje, kaj je kakšno knjigo, taka ljudska. Je zelo prijazna, ima dolge rjave lase, ima nasmejan obraz, ima modre oči, ima zelo lepo obleko in kavbojke in zelo zanimiva je. Taka kot je naša Irena. Ja, jaz ne vem, meni je naša Irena kar idealna, jaz si kar druga ne zamislim, ker mi gre izredno na roko, poznam mi knjigo predstaviti, očitno dosti knjig tudi prebrala, mi včasih majčko ne pomaga za vsebino. Moram reči, da še mi knjige ni priporočala, ki me ne bi spravila hitro v sebi ta knjiga, bi rekel, da nisem hitro začel brati, pa hitro bral. Je naša Irena, se mi zdi kar čisto okej. Izreden se mi zdi, sploh zaradi
te bralnosti, ki je vedno manj pri mlajših ljudeh. In če ne bi imeli knjižnice v kraju, bi, se mi zdi, mladi še manj brali. Ne vem, če bi šel kdaj, ne vem, po Četrtek v Šmarje ali pa Brezce po kakšno knjigo, ne. Meni osebno se mi zdi, da zelo velik. In sem res zelo hvaležna na nek način za ta nov prostor, ki ga imamo, ker se mi zdi, da knjižnica izobražuje, absolutno ne, v prenesenem in dejansko simbolnem pomenu, že sam prostor. Zelo pomembno. Knjižnica je velikokrat v kraju lahko središče neke kulturne dejavnosti, tu se začne in bi rekel tudi konča včasih ta naša kultura in naše kulturno udejstvovanje. Jaz mislim sploh za takšen kraj, kot je Bistrica ob Sotli, da ima knjižnica velik pomen, predvsem, če je obogatena z bogatim programom, kar je že bila do zdaj, pa mislim, da bo zdaj še bolj, da se dogajajo tudi kakšni literarni večeri, da se ljudem te stvari približajo, pa da ne rabijo kam drugam hoditi, no. Ja, da bi se lepo uredila v teh novih prostorih, udomačila. Veliko obiskovalcev, pa veliko prijetnih trenutkov ob kakih literarnih večerih, debatnih krogih, pa dobro počutje vsem bralcem in obiskovalcem v njej. Čim več ljudi, ki bi prišlo sem in bralo to, kar je tu na voljo. Ja, čim več mladih predvsem. Da bo imela čim več zelo dobrih projektov, da bo imela čim več ljudi, ki ji bojo pomagali, da bo res zaživela kot prava knjižnica, da bo cela Slovenija vedela za njo. Novi prostori, lepi, neizkoriščen prostor smo spravili v življenje in čestitam vsem, ki so kakorkoli pripomogli k temu, da imamo tako lepe prostore in da imamo veliko knjižnico.